Že tukaj Valentin, ura je 15. Danes bom govoril pa o ljubosumju. Če naprej pogledamo besedo ljubosumje, iz katerih besed je sestavljena, lahko vidimo, da je sestavljena iz besede ljubezni in besede sum. Torej gre se tukaj za sum, za sumljivost v povezavi z ljubeznijo. In ljubosumni smo običajno na osebo, v katero smo zaljubljeni, in sumimo, da nas ta oseba nima več rada, da nas vara. Gre torej za pomanjkanje zaupanja v to osebo, da je zaljubljena v nas, da je naš partner. Zdaj pa ljubosumje je zelo povezano z razumevanjem in definicijo besede ljubezen. Kajti obstajata dve vrsti ljubezni. Ena je ljubezen kot čustvo, ena je pa ljubezen kot dejanje. In običajno, ko se zaljubimo, je to čustvena ljubezen. Čustvena ljubezen je projekcija lastno ustvarjene umske energije, energije ljubezni, lastnega občutka, ki jo začnemo projicirati na drugo osebo. Torej, neko osebo opazimo in ko to osebo vidimo, se v nas sprožijo neki občutki. Te občutki so neke energije, ki so posledica konflikta v našem umu. Ta konflikt pa je nastal zato, ker smo ustvarili oziroma dopustili v našem umu neke misli. Te misli pa so projekcija nekih naših lastnih idej na to osebo, v katero smo se zaljubili. Zakaj se torej zaljubimo? Zato, ker v neki osebi izven sebe vidimo neko lastnost, ki jo pri sebi še nismo realizirali in aktivirali. In zato mislimo, da če bomo za to osebo, v katero smo zaljubljeni, da nam bo ta oseba v naše življenje prinesla tisti košček, tisto lastnost, ki jo mi nimamo. In posledično se začnemo te osebe oklepati. Si jo začnemo lastiti, prisvajati. In potem seveda rečemo, jaz sem zaljubljen ali zaljubljena vate, ne morem živeti brez tebe, ti si celoten moj svet, ne morem si zamisliti življenja brez tebe. In z takimi izjavami začnemo to osebo na sebe navezovati. Ker naše lastno občutje, tisto, kar smo, začnemo definirati za neko osebo izven sebe, potem v sebi povzročamo občutek strahu. Kajti v trenutku, ko se navežemo na nekaj izven sebe, potem začnemo v sebi razmišljati o dogodkih, možnih dogodkih, ki bi se lahko zgodili, da bi potem to osebo izgubili. In to razmišljanje spet povzroči energijo v našem umu, ki ji rečemo strah. Ko smo do svojega partnerja ljubosumni, gre to v bistvu za občutek strahu. Občutek strahu, da ne bi več bili tisto, kar smo, ko smo s tem partnerjem. Gre tukaj za dvojno samoprevaro, kajti najprej smo s tem, ko smo se zaljubili,
začeli lastne ustvarjene občutke projicirati na tega partnerja. Sedaj pa, ko smo s tem partnerjem, pa smo začeli še projicirati lastne ustvarjene občutke strahu na tega partnerja. In posledično začnemo tega partnerja ali partnerko nadzorovati, spraševati. Zdi se nam sumljivo, če je za nekom drugim, in potem, ko pride ta oseba nazaj, ko smo spet skupaj s to osebo iz nekega dogodka, ker se je ta oseba družila z drugimi ljudmi, začnemo to osebo spraševati, kaj se je dogajalo, da bi se prepričali, da slučajno se ta naša ljuba oseba ni zaljubila v neko drugo osebo, oziroma da bi se neka druga oseba zaljubila v našo ljubljeno osebo in da bi potem to našo ljubezen izgubili. Vsa ta kolobocija se dogaja zaradi tega, ker nismo v sebi spoznali, da smo mi vse, kar potrebujemo za to, da bi bili na temu svetu izpolnjeni in zadovoljni sami za seboj. Vse to se dogaja zaradi lastne neiskrenosti do sebe, ker samemu sebi lažemo in verjamemo določenim prepričanjem, da ena oseba ne more biti zadovoljna sama s seboj, če je samska, ampak potrebuje obvezno nekega partnerja ali partnerko, zato da bo izpolnjena. Vse to so laži, kajti vsi smo vedno sami s seboj, in tudi če smo v partnerskem odnosu, kljub temu, da je neka oseba poleg nas, smo še vedno sami. Sami v svojem telesu, sami za svojimi mislimi. Poleg tega pa ni potrebno, da imaš nekega partnerja, zato da bi se družil z ostalimi, kajti življenje je povsod okoli nas. V vsaki rastlini, vsaki najmanjši živali, žuželki je življenje. Vsa bitja so enakovredna, vse življenje je v različnih oblikah telesa, ampak mi smo tako ozkogledni, da vidimo samo določeno osebo, ki ima določeno obliko telesa, določeno postavo, je določenega spola in aktivira v naši podzavesti določene predprogramirane vzorce čustvenih reakcij, ki jim mi rečemo ljubezen. To, da se zaljubimo, je posledica podzavestnih prepričanj, podzavestnih programov, ko naša podzavest, naš začne upravljati z nami in z našim življenjem. Koristno je torej, da se odločamo za družbo s tistimi ljudmi, ki so sposobni zdravorazumskega delovanja, ki nas ne poveličujejo ali ponižujejo, ampak da z njimi lahko normalno komuniciramo in sodelujemo. Toliko glede ljubosumja. Pod ta videoposnetek bom pripel še določene druge spletne povezave, ki vam bodo lahko v podporo glede premagovanja ljubosumja, zato se jih prosim oglejte. Hvala za posluh in nasvidenje.